Pozdravljeni. Danes bomo skupaj skušali dati odgovor na vprašanje, ki se je pojavilo verjetno v mislih marsikaterega navdušenca. Namreč, kaj si zares želi Oskar Piastri? Marsikdo izmed nas, navdušencev, se sprašuje, zakaj je Oskar Piastri takoj reagiral z izjavo, ki je, recimo temu, izjemno grobo zaprla vrata v ekipi Alpine. Namreč vemo, v svetu Formule 1 niti pogodbe na papirju včasih ne veljajo. Ampak dobro je znana zgodba, da se lahko takšne in drugačne zamere vlečejo kar dolgo. Poglejmo samo potek kariere Fernanda Alonsa, ki se je zameril Hondi in potem ta zamera je vplivala na njegovo kariero celo v Združenih državah Amerike. A vrnimo se k Oskarju Piastriju. Namreč član akademije, najprej Renault in potem Alpine, je najmanj 4 sezone. In celo eno leto je pavziral, da bi lahko dobil priložnost v Formuli 1. Odločil se je, da je bolje ostati pri Alpinu. In sedaj, ko se mu je zares ponudila možnost, je rekel ne. In po govoricah, ki jih lahko prebiramo v raznih virih, naj bi se domenil z McLarenom. A vzrok naj bi bil, da ga je najprej Alpine hotel usoditi v Williams. To seveda samo začasno, dokler se ne bi spustil sedež v glavni ekipi in bi nato se Piastri vrnil. Govorimo o sezoni morda 2. Piastri je bil neučakan, ni si želel v Williams in zato tokrat vidimo izjemno dramatično zgodbo. A najprej se moramo vprašati, kaj je tako napačnega začeti kariero v ekipi Williams. Naprimer, George Russell je bil pri Williamsu kar 3 sezone in se izjemno dokazal. In sam kot voznik je zrastel, namreč spomnimo se, na začetku je imel za moštvenega kolega Roberta Kubico in takoj ga je nekako nadrastel. A izgleda, da Piastriju Williams ni bil všeč, zato je takoj iskal rešitve v McLarenu. A kaj bi lahko dobil v McLarenu več kot pri ekipi Alpine? Namreč sedaj so mu ponudili sedež poleg Estebana Ocona, tisti cilj, ki si ga je vsaj navidezno želel vsaj pred nekaj mesecev. A videli smo, da jo je opcijo gladko zavrnil, kajti on si želi nekaj drugega. A če pogledamo lestvico po veliki nagradi Madžarske, bomo videli, da Alpine ni toliko slabši od McLarena. Če pogledamo skupni seštevek, je celo nekaj točk pred njimi. Res je tu treba poudariti nekaj, da ekipa Alpine ima samo 2 sedeža v svetovnem prvenstvu Formule 1. In če prideš v tisto glavno ekipo, je to. Ekipa Alpine seveda ni na nivoju Red Bulla, Ferrarija in tovarniške ekipe Mercedes. In tisti 4. pol, ki pa je stopničko za. In verjetno, kot vsi mladi vozniki, si Oskar Piastri želi zmag in seveda naslovov svetovnih prvakov. Ampak v ekipe, kot so Red Bull, Ferrari in seveda Mercedes, ne more takoj, še posebej ne, če ni član njihovih vozniških akademij. Poglejmo, že prej omenjeni George Russell je bil kar 3 sezone pri Williamsu. Naprimer, Charles Leclerc se je eno leto kalil pri ekipi Sauber in seveda tudi Max Verstappen je svojo kariero v Red Bullu začel
takrat v skuderiji Toro Rosso. Torej, želja Oskarja Piastrija je razumljiva, ampak čisto irealna. Namreč pri McLarenu bi bil v tisti sferi pogonskih sklopov Mercedes. In lahko bi dejali, da prej ali slej se bo tudi Lewis Hamilton upokojil. Ampak zakaj bi pri ekipi iz Brakeleja zbrali prav Oskarja Piastrija? Na začetku prispevka sem povedal, da zamere v Formuli 1 so lahko ena izmed tistih zadev, ki je najbolj stalna. Namreč tudi pri drugih ekipah si ne želijo voznika, ki bi bil tako svojeglav. Naprimer, da bi kar sredi sezone pozabil, da ima pogodbo drugega voznika in začel voziti na polno. Da bi dajal izjave, ki so proti ekipi, da bi javno kritiziral takšne in drugačne odločitve. Zato takšni vozniki pravzaprav niso preveč priljubljeni pri tistih najmočnejših. In seveda, to je odraz tako imenovane politične korektnosti, ki pa je v zadnjem desetletju ali več izjemno popularna. A Oskar Piastri verjetno si želi tudi več denarja. Namreč Alpin je vlagal vanj, pomagal mu je dobiti sedež v nižjih kategorijah. Sedaj ni jasno, ali so zamudili z opcijo ali ne. Piastri pravi, da je prost, Alpin pravi, da imajo z njim pogodbo. Tem bo verjetno odločalo sodišče. Ampak zamislite si situacijo, ko bi Oskar Piastri moral nastopati za Alpin. Kljub temu, da je podal take izjave, ki so ga postavile v izjemno slabo luč. Poleg tega, vprašanje, ki je izjemno zanimivo. Namreč slišali smo pred časom, da ima Daniel Ricciardo pri McLarenu opcijo na sezono 2024, torej Daniel odloča, ali nadaljevati z McLarenom ali ne. Kolikor bi si to želel, McLarenu ne preostane drugega, kot da ga izplača. In to pomeni 20 do 25 milijonov dolarjev. Samo zato, da bi novinca spravili na drugi sedež, brez da bi upoštevali njegovo plačo. In seveda zopet se lahko začnemo spraševati, zakaj. Po Piastri, toliko boljši od Ricciarda, oba sta Avstralca in verjetno Daniel je bistveno bolj priljubljen, lahko prevabi bistveno bolj zanimive pokrovitelje. Torej, tudi tu kakšne velike logike ni na spregled. Zato lahko vidimo, da razvoj dogodkov bo znal biti vse prej kot logičen in racionalen. Ampak tudi v preteklosti smo videli podobne rešitve. Spomnite sezone 2010, ko je imel Kimi Räikkönen veljavno pogodbo s skuderijo Ferrari, ampak je tisto in naslednje sezone preživel v svetovnem prvenstvu relija. Seveda na račun skuderije Ferrari, ki je dobrovoljno vse to plačala, samo da so lahko imeli v ekipi Fernanda Alonsa. Ampak Fernando Alonso še zdaleč ni tako neznan kot nek Oskar Piastri. Res ima rezultate, res je pokazal talent, ampak zgleda, da si je tokrat zaželel malček preveč. Namreč za novinca je bistveno to, da v svet Formule 1 pride. Koliko drugih voznikov bi z obema rokama sprejelo sedež pri ekipi Williams? Nekaj, kar je Oskar Piastri izgleda takoj zavrnil. In zavrnil je verjetno sanje marsikaterega drugega voznika sedež v ekipi Alpine. In to bi se mu znalo tudi maščevati v bližnji prihodnosti. V bistvu ni začel niti ene dirke svetovnega prvenstva Formule 1. In če se bo zamiril pravim ljudem, bi pri tem lahko tudi ostal.
kako se bo zgodba končala, bomo seveda odkrili skupaj. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.